se z Zorano veliko pogovarjala, pa če morda malo osvetlim te okoliščine najnega, bi rekla, privrženosti problemskemu pouku. Mojega prispevka sicer ni v zborniku, zaradi objektivnih okoliščin sem pač zamujala vse mogoče roke, ki so jih predvideli organizatorji, tako da upam, da bo to vendarle nastalo enkrat in da bom napisala in objavila v kakšni drugi priliki. Sem pa resnično želela danes nastopiti in pravzaprav povedati in opozoriti, da je bil Zoran Božič prvi, ki je pri nas eksplicitno poudarjal, kako pomemben je problemski pouk književnosti. To, kar so danes njegovi učenci, prijatelji, kolegi, tolikokrat študenti, tolikokrat poudarjali, in tudi naslov današnjega srečanja je pravzaprav taka, da je pravo vprašanje višje modrosti. No, jaz sem leta 2007 napisala en članek v jeziku in slovstvu z naslovom Za dejaven pouk književnosti. Midva z Zorano so se že prej srečevala v okviru doktorantov Boža Krakar-Vogel, seveda moja mentorica, njegova mentorica je organizirala posebna srečanja doktorantov, takrat smo se na filozofski fakulteti srečevali, diskutirali o številnih problemih. No in ko sem jaz ta članek za dejaven pouk književnosti leta 2007 je šel v jeziku in slovstvu, sta se midva na jesen srečala ob otvoritvi gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. Oba sva bila tam tja povabljena. In na koncu tiste prireditve me je Zoran tako pocukal in rekel, sem to prebral, tole pa dobro. Sem rekla, ja hvala, je rekel, to moraš še naprej razvijati. No in potem sem res takrat velikokrat o tem razmišljala, seveda prebrala te 3 njegove prispevke, ki so išli že v 90-ih letih že takrat za tisti prispevek, in resnično me je to tako pritegnilo, da sem potem dejansko to razvijala in v neki obliki je to išlo že v moji knjigi, potem leta 2013, z naslovom Iz didaktike slovenščine in ta tema me še vedno naprej vznemirja. Jaz sem še vedno nekako prepričana, da kljub temu, da naši mladi učenci danes morda res ne čutijo tako velikega stika s klasiki, da se jim morda zdi, da gre za neke zelo oddaljene svetove, da pa vendarle preko takih bolj problemskih pristopov lahko spodbudimo njihovo motivacijo in jih spodbudimo, torej v njih radovednost, in seveda s posebnimi tudi drugimi metodičnimi pristopi olajšamo njihov stik z literaturo. No, problemski pouk, ta termin je uporabljal Zoran Božič, torej v tistih 3 prispevkih, ki so bili pač napisani že prej na prejšnji drsnici. Sicer je to razvijal tudi Dragutin Rosandič že v 70-ih letih in on je to imenoval problemska izvarjalačka nastava. In jaz sem potem pod tem vplivom Rosandičevim nekako se odločila, da bi pa jaz to poimenovala problemsko ustvarjanje. Zakaj? Zato, ker spodbujamo tudi ustvarjalnost in ravno ti ustvarjalni elementi, ki jih imamo priložnost v književnosti spodbujati, včasih motivirajo tiste, ki se morda veste, so lahko zelo nadarjeni, pa nimajo toliko, bi rekla, potrpežljivosti ali pa koncentracije, da bi zdaj brali. Tudi danes mislim, pa da ne bo kdo narobe razumel, jaz sem prepričana, da so bili zelo pridni učenci, ampak kako je Zoran pravzaprav zelo lucidno razvijal tudi številne druge malo bolj interesne dejavnosti, ki so povezane s poukom književnosti, kot je bil ta šolski časopis in podobne stvari. Torej, da pritegnemo lahko tudi ta ustvarjalni naboj oziroma spodbudimo nadarjene učence za naš pregled. Zdaj, kar bi bilo tukaj treba povedati, seveda, da je to načrtovanje učne ure zelo natančno strukturirano v teh fazah problemskega pouka, in da seveda ta književni problem reševanje je kompleksno, to lahko marsikoga sicer odvrne,
ampak če je zasnovano tako, da poteka tudi preko sodelovalnega učenja, to je lahko recimo delno samostojno individualno raziskovanje učenca doma, potem pa pri pouku v obliki sodelovalnega učenja, preko debate, preko diskusije, in pa seveda tiste, bom rekla, osebne odprtosti do različnih interpretacij, ki jo je pa tudi Zoran očitno imel. Tudi to smo danes dopoldne slišali, da tudi če imamo lahko zelo drugačne poglede, drugačne interpretacije na isto stvar, da vendarle kot učitelji smo tukaj toliko odprti, da spodbujamo kritičnost, spodbujamo torej diskusijo, utemeljevanje in na ta način pravzaprav dosegamo lahko zelo lepe rezultate. Kaj lahko mi kot književni problem pri posameznem literarnem delu zastavimo? Tukaj seveda možnosti so najrazličnejše. Zoran vem, da imam do nas hranjeno tudi neko interno gradivo, ki je leta 2013 bilo, se mi zdi, prej je moralo to biti, torej na nekem slavističnem kongresu, kjer zelo natančno navaja, katere so prednosti, pa kakšne književne probleme lahko oblikujemo. To se pravi na najrazličnejših nivojih, to se pravi ali kar zadeva same literarne osebe, recimo pri Krstu pri Savici, mislim, da takrat svetoval, da kot književni problem damo recimo učencem Tezdo, Črtomir, torej dve mnenji, ki so bili v literarni kritiki takrat zabeleženi ob izidu Krsta pri Savici. Katoliški kritiki so zapisali Bog naj nam daj Črtomirov, liberalni pa junak Volkodlaka. Torej damo to kot neko tezo oziroma kot nek problem, pa se lahko opredeljujejo do tega, kaj zdaj iz samega teksta in da razberejo ali gre kako da se je neka kritika tako različno opredelila do istega literarnega junaka. Potem je to seveda lahko analiza struktur, zgradbe samega literarnega teksta. Pri Prešernu nam je to krasno lahko, izvrstno izhodišče za književne probleme. Že samo dejstvo, da vemo, da se uvod konča z kvartino, predtem imamo tercina, torej da napoveduje neko spremembo v samem osrednjem literarnem junaku, torej v Črtomiru, in potem v Krstu seveda vemo, da se spremenimo tega tragičnega junaka, razmišljujočega. Torej tudi z tega vidika lahko opazujemo neko literarno delo. Potem seveda na koncu je zelo pomembno, da razmišljamo, kaj nam zdaj to pove, torej da gremo, preidemo ta prvotni doživljajski odziv, ki je lahko seveda zelo negativen, kot je pa zdaj bilo lepo pokazano na statistiki, da Prešeren po prvem branju ne nagovarja prav zelo naših mladih, da pa potem ob teh razmislekih in pa seveda, Zoran je rekel, dve stvari moramo delati, ko beremo Prešerna. Ena je, kot je že rekla kolegica Krakar-Gogel, ena je seveda prevajanje v sodobno slovenščino in pa prevajanje v prozo. Torej postopno to počnemo, na koncu pa potem razmislimo, kako ali nas sedaj nagovarja ta isti tekst, ali imamo še vedno odpor od njega, ga še vedno ne razumemo. In tukaj pa najbolj se potem po takih zelo globokih premislekih in poglobljenemu, seveda tudi napornemu delu s tekstom, lahko neke drugačni vtisi porodijo oziroma neke drugačne ugotovitve in vidijo, v čem je zdaj umetniškost tega literarnega dela, v čem je njegova lepota, v čem so njegove etične tudi funkcije. In seveda potem diskutiramo, to je vedno zelo pomembno, torej komentiramo. No, jaz sem potem v knjigi svoji razdelala, kako se pač različne problemi lahko razrešujejo. To se pravi, v čem so prednosti
problemskega pouka, tukaj sem jih nekaj navedla, na vsak način to ni zdaj za vsako stopnjo šolanja. Ena moja magistrantka, Ana Košuta-Skok, je delala ravno raziskavo, ali je primerna ta metoda za osnovno šolo. In nekako je prišla do spoznanja, da največ ne. Morda v neki prirejeni, bolj poenostavljeni obliki, ja. Ampak morda za kakšne gimnazice ne bi pa to bilo že lahko zelo zanimivo. Ne. Torej, ni to zdaj metoda, ki jo bomo vsak dan uporabljali, ampak kdaj pa kdaj, ne. To se pravi, da je naš pouk potem bolj pester, da ni dolgočasno, ne. Da seveda jih spodbujamo k kritičnemu mišljenju, in pa na ta način, kar je morda paradoksno, pa vendarle spodbujamo motivacijo za branje. Kajti, ko nek učenec gre skozi ta proces, gre pred te ovire, seveda v podpori učitelja, na koncu ugotovi zmoren. Ker to je najbolj pogosto v bistvu neka frustracija, ko prebere kost pri Savici, pa si reče v redu, Prešeren je naš svetnik, oziroma največji, če rečemo, slovenski pisatelj, jaz ga pa ne razumem, tako neko frustracijo lahko njemu zgodi, če pa potem vendarle gre, če za tak pouk uspešno premaguje te ovire, pa dobi neko notranjo, bi rekla, tudi samozavest, zmora. In morda potem tudi to notranjo motivacijo spodbudimo, ne samo zunanjo, moraš prebrati, kako bomo z tega pisali vse, torej notranjo motivacijo. Krepi seveda tudi sistematičnost literarnega znanja. Kolegica je napisala skupaj z Mileno Milevo-Blažič prav monografijo z naslovom Sistemska didaktika književnosti. Kako pomembno je pravzaprav, da mi obradujemo literarno, teoretsko in literarno zgodovinsko znanje, kar nam seveda pomaga razumeti. In pa seveda to, kar smo tudi slišali, sočutje, empatijo, torej sodelovalno učenje. Jaz mislim drugače kot moj sošolec, ampak sva strpna drug do drugega, je drugačen mišleč, vendar se pogovarjava, utemeljujeva svoja stališča in morda se prepričava, morda pa tudi ne. Tako, zdaj, kaj pa to zadeva, Saša, zdaj od učenca pa od učitelja, torej od učenca seveda mora priti ta začetni odpor, ne da se mi od tega vojerstva, je treba iti naprej, je treba iti v akcijo. To ni pouk, ki bi bil za učenca pasiven. To terja od njega napor. Tako da to je seveda včasih težko, literarno mora raziskovati, mora kritično razmišljati, mora diskutirati. Od učenca je to, od učitelja pa seveda napor, preden stopi v razred, torej takrat mora vse to premisliti, kako bo zdaj to gradil v nek sistem, kako bo premišljeno usmerjal učenca, od doživljanja preko razumevanja, potem kritičnemu odzivanju na prebrano, tudi k metakognitivnemu razmišljanju, to pomeni, da na koncu obravnava razmišlja. Ali kako sem se učil, ali sem primerne bralne strategije obral, ali mi je to pomagalo, ali mi ni pomagalo, ali sem uporabljal primerne vire in literaturo. In kako lahko ta spoznanja o svojem lastnem učenju uporabim za naslednjič, za pribranje kakega drugega literarnega dela oziroma reševanje kakega drugega književnega problema. In pa seveda med samim poukom mora pa učitelj biti bolj mentor, torej biti podpora, usmerjati, ampak ne seveda ponujati odgovorov, to nekako ni pomembno. In pa od obeh seveda, da se oblikuje ta kriterij odličnosti in pa razvijamo poleg tega seveda tudi druge zmožnosti, kot so kulturna, medkulturna, bralna, jezikovna in pa tudi digitalna. Ter sposobnost aktivirati svoje potenciale v kompleksnih situacijah. To je tudi ena od ravni zmožnosti ali pa kompetence. Čustvenih odziv, znanje in pa sposobnost zdaj vse to uporabiti v kompleksni situaciji.